Pri nas je vse zavozlan do konca. Ni mi jasen, kaj bomo z Janezom in Špelo. Kaj si naredil? Ti bučk ti. To s Tinino nosečnostjo je pa tudi vprašljivo. Jaz sem tega dost, pa tudi na laž me ne bo noben postavljal. Noben me ne bo postavljal na laž. Najmanj mi je pa jasen, kaj boste naredila foter in mami. Bodmo spet družina. Pa še nekaj. Tisto tvojo frfelco pa čist primer pust. No ja, sej to je jasen, da je Ida zdaj bogata. Kje pa vam se to? Se sem že rekla, to je vse naše bogatstvo. Upsa, popravek. Moje bogatstvo. Pa še nekaj je jasen. Da jaz ne maram več Gorazda. Evo, to. Gorazd. Mislim, da ni nič več kaj za razumeti. Dej, Maja, prosim te. Vse je bilo lepo, razumljivo, vidno. Lahko prosim me poslušaš, ker je šlo tako vse v maloro. Lahko saj ta nesporazum s tabo rešim zdaj, prosim. Ne! Nič ni več za razčiščevati. Konc je. Zdaj imam pa res poln kufer vsega. Začeti je treba z akcijo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. No, daj, Špela, no. Vse bo še v redu, a veš. Zdajle imaš krizo, pa bo tudi to minilo. No, saj sem vse prebrala v tisti knjigi, a veš, Špela. Vse bo še v redu, vse. To je eno navadno sranje, res. Navadno sranje. Kaj te pa tako razburilo, Gorazd? Ma, Maja. Konc je res, konc.
Pogovarjati se noče več z mano, nič. Ful mi je težko, res. Gorazd, nobena juha se ne poje tako vroča, kad se skuha, veš. Ne smeš kar obupati, ker več puško v koruzo. Bori se. Veš, dekletom godi, če se fantje sučejo okoli njih. Ti res misliš, da bi meni to lahko še ratal, sploh popraviti, ali kaj? Seveda. Saj jaz vem, kako je s temi stvarmi. A veš, joj, jaz sem bila tudi enkrat mlada. Veš, fantje so mi pel pod oknom. Joj, tako se mi je dopadlo, ampak nisem hotela nič pokazati. Kot da mi ni za nič. Hvala. Rozi, hvala. Ja. No in tako je zdaj Koren, dokler se ne dokaže, da je kriv ali pa nedolžen, v preiskovalnem zaporu. Veš, se včasih sem mu kar prvošila, veš. Zdaj mi je pa žal, Madonna. Ja, koliko časa pa misliš, da to traja? Ja, to lahko traja tudi 1 let. Sam preiskovalnega zapora. Če mu pa dokažejo, da je kriv, pa se to lahko zelo dolgo traja. Mater vola. Zdravo. Kaj je noga, fotor? A bo lahko malo prišel domov? Marsikaj sem že doživela v Indiji, pa tudi še kje druge, ampak tole pa višek. Dojakata sploh nisem mogla, ker je v preiskovalnem priporu, pa kaže, da neki dni sploh nobeden ne bo mogel do njega. Mislim, banda je hudičeva. Mislim, kje so pa človeške pravice? Dej. To je menda zato, da ne bi komu naročil, kako prikriti dokaze ali pa kaj podobnega. Pa se to je še logično, ampak manj logično pa je, da sem morala hoditi od Poncija do Pilata, da sem sploh kaj izvedela. Ja, sej tako je bilo tudi včasih. Ljudje so zginili, pa več let ni bilo nobenega duha, ne sluha. Ja, najprej sem šla na policijo. Od tam so me poslali k predstavniku za stike z javnostmi, on k preiskovalnemu sodniku, od tam pa spet nazaj na policijo. Nazadnje sem pa še največ zvedela od enega novinarja, ki piše za Črno kroniko. Ti hudiči pa vse zbrskajo. No, in? Ta pripor lahko traja tudi par mesecev. Šit, ali kaj? Ampak hvala Bogu obstaja možnost, da bi po prvih preiskavah pa zaslišanjih dobil nekakšno posebno zaščito, so rekli, in bi vsaj vikende lahko preživljal doma. Seveda pod nekakšnim posebnim nadzorom. Dobro, saj neki, no. Ja, ampak bomo pa morali položiti varščino, se mi zdi. Ja, varščino, to ni problem, no. Stari bo zmer poln keša, to pa res ni problem, to može zrihtati. In kako se pa lahko reši? Z varščino seveda, ne. Sam problem je v tem, da je Koren zaupal, da je čist švac. Kako švarc, Koren? Ja, sej so zmeraj imeli dosti denarja, sej bo polhan love. Neki se je zavestiral, pa so ga neki stisnili. In nekaj crkvena miš, tako smo včasih rekli ta revnem. Ja, sej še zmeraj rečemo. Pa? Ja, ker crkvena imaš ta revnem. A ja. Ja, ta pripor lahko traja kakšne 3 mesece. In v teh 3 mesecih bo Jaka dokazal svojo nedolžnost. Vsaj novinarju je rekel, da ima vse dokaze. Ja, sam je pa res uriti, veš. Je povedal, da nima niti enega samega dokaza, ki bi ga lahko uporabil, da bi se vam potegnil. Kako? Ja. Ja, sej, gospod Jaka bo gotovo lahko našel najboljšega advokata, tako da bo hmal zunaj. Ja, seveda, no. Če ima kaj, ima keš, no, tako da... In ker je tako bez denarja, nima šanse, da bi dobil kakšnega dostojnega odvetnika. Tako da ga bo dobil za enega po službeni dolžnosti, enega bran klošarja. Tako da ne se kar na luknjo navaja. 10 let mu ne gine garant. 10 let? 10 let garant. O, Madonna, sej pa otrok že v šolo hodil, ko on vam prišel. Kakšen otrok? Sej nima nobenega otroka tam. Ne on, ampak Tina. Ampak to je že druga štorija, veš. Kva? To mi pa malo ekspliciri. V teh 3 mesecih bo Jaka dokazal svojo nedolžnost. Mi moramo pa tukaj stvari v red spraviti. 3 mesece imamo časa, da zrihtamo familijo. Kako pa to misliš? Ja, tako kot sem rekla. Kot prvo, Špela mora spet nazaj na zdravljenje.
Ja. Špela ušla na zdravljenje, ko bo šla na kuzlo tu. Pa ne, da smo budni, ja? Ne skrb ti zato, ker veš, da je angažirana, ona jo bo ruknila ven čez vrata, če jo bo kdo, je bo on. Ja. Kaj pa, če je res noseča? Ja. Kot pa hod ta naša nesojna podnajemnica? Zdravniku je šla. Po potrdilo o nosečnosti. No ja, saj to zdaj ni važno. Veš, Pela, ti pa nimaš kaj pogojev postavljati. Nazaj na zdravljenje v komuno bo šla pa pika. To s Tino je moja stvar, to bom že jaz zrihtala. Ti se lepo zase pobrige, boš tam vso svojo energijo rabila, veš? No evo, so naša mati vzeli stvar v svoje roke. Tako je, ja. Kaj je, majči? Ali z Janezom vse v redu? Vse v redu. Spi kot polhek. Sej bo, Maja, no, sej bo. Vse se bo uredil, boš videla. Saj vem, vse bo, ja, vse bo. Janez se bo že poštimal. Z njim ne bo več problema. Pa sej ni to. Z očim bo pa tudi v redu. Zdaj ga daje kriza srednjih let. Ga bom že poštimala, to je moj problem. Tudi to ni, mami. Kaj pa je pol? Dobro, kaj te, Tarja, kaj te? Pa jaz pa Gorazd, no. Midva ne bova nikoli več skupaj, nikoli. Ker je on, ne, jaz sem njega pustila, da veš, jaz. Ja, ampak zakaj? Zato, ker so vsi moški navadni prasci. Maja, premlada si za takšne ugotovitve, no, mnogo premlada. Oprostite, a vidve slučajno rabite kakšno pomoč? Ne. Pol grem pa jaz malo do sosedovih pogledat. Pejt. Prav. No ja. So se pa temu nekateri močno približali. Saj vem, da ni lepo, da takole govorim o svojem fotru, ampak je pa res čiste navaden klovn. Kako sem ga lahko imela za tako naj. Boga mami, pa tako mu je zaupala. Pod eno streho. Z Bogom, je rekla lisica, čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je v čem nevidno. A malega princa mu bere. Ja. Živjo, oprosti, a motim? Ne, sem presenečena, sem, kaj te vidim. Kaj te je pa prinesel? Anja, poslušaj, veš kaj, jaz sem se morala priti z nekom pogovoriti. Lej, jaz sem bila pri zdravniku, veš, in vsi testi so pozitivni, tako da jaz sem res noseča. Zdaj bi pa rada tako, a ti obvladaš kakšno to masažo za nosečnice, veš, ali karkoli, a obvladaš? Vsece, hitro se vsece. Veš kaj, z masažo je mečkem problematično, veš, za nosečnice, mislim, imam pa kakšno energijsko kremo, med tem bom pa malo knjige pogledala, veš? Prav. A imaš kakšne težave? Ma ja, veš kaj, noge mi zatekajo, zjutraj mi je slabo in to tako, da sem več za školjko, ka za mizo, pa glava me zvečer boli, pa sej potrujena sem. Za začetek daj uhančke dol, prosim. Aha, kaj pa mi boš? Bova malo masirali mečice, boš videla, tukaj imaš noter vse končiče. Aha, okej. Tako, sam sprost se. Ja. Tako.
Super, paše mi, veš. Ja? Ja. Kaj pa je? Anja. A sem te preveč? Ne, ni to, sam, Anja, ne vem, ti si toliko dobra z mano, lepa sva si v bistvu tujki, a veš, tam v uni družini, kamor spadam, tam me pa noben ne razume, pa noben mi ne more pomagati, pa noče mi pomagati, pa noben se z mano ne pogovarja, pa nič, in meni je to grozno, Anja. Jo, Tinega, veš, kako te jaz razumem. Jaz sem tudi sama spravila enega otroka gor brez jakata. Ja, saj res. Pol pa še drugega. Ampak na koncu se pa vse uredi. A se? Ja. Sam pozitivne misli moraš misliti. Veš, na koncu se vse dobro izteče. Točno, ja. Jaz mislim, da bi lahko na fotre nazdravili, no? Ja. Tega je imel tako najraj. Zdaj ga pa v čuzi sigurno ne more piti. Tako da, na zdravje našega zaprtega fotra. Na našega jakata. Da bi se vse srečen končali. Ja, čim. Srečen. Čim. Ali grem zdaj nazaj spat, prosim. Špela, ti boš pa najprej vse tole pojedla, pa tudi mleko boš spila. Rabaš energijo, veš? Jože, kaj novic o jakatu? Dober večer, Jože. Večer. Kaj pa tebe prignali? Zanima me, če se že kaj več ve, če kaj novega. Jakatu, nič posebenega. V preiskovalnem je. A še enega spil, Jože? Ja, bi, res, z veseljem, ja. Ja. Je pa dober? Ja. Ali še enega? Lahko. A mogoče veste, če še koga sumijo, če še kdo v preiskavi? Tebe zanima, če je Jaka kaj tebe omenjal na zaslišanjih, a? Ker tako sem vprašal, zakaj pa bi mene omenjal? A pol me ni? Nič niso rekli. Bo treba iti poznje, da nam naša huda. Hvala. Ni zakaj. Lahko noč. Adijo, Jože. Čau, Jože. Zakaj pa je Jožeta tako skrbel, da sta ga z Jako kaj skupaj lomila? Halo? Ja, jaz sem, ja. Ne, s tabo se ne mislim več ment. Ne, konc je. So si ti vse zasral, Goras, ne jaz. Okej, čao. Ja, kaj, konc je, kaj? Misliš, da bom jaz tako trpela, kot ti zdaj? Ne, hvala. Pod eno streho. A ti je boljš? A? Joj, Anja, super, super. Ti imaš čudežne roke, res. Hvala. No, zdaj bi te pa rada še upozorila, veš, da začneš nositi malo bolj ohlapne obleke. Pa priporočam jutranjo telovadbo. A poznaš Pozdrav soncu? Joj, ne vem. Ne spomnim se dobro, mi boš ti povedala še enkrat. Dobar dan, ne motim. Ne, Manica, kar naprej, lej. Veš, da je Tina res noseča? A res? Ja, noseča. Celo testi so pokazali pozitivno, ja, pa slabo ji je, pa vse te bolezni, a ne? Oziroma težave. A veš kaj, mene pa mal prej, ker sem od tebe, sem prišla rado v salonu čakal. A ja? A veš, kakšne štorije mi je prinesel mat? Kakšne? Jožeš, Marija, korene so zašili. V arestu bo ostal pečenje.
Ne imamo spasa, ne. Ne me hecati. O, šit, ej, pa jaz sem noseča z njim. Ja. No, Anja, meni je slabo, slabo mi je. Jaz grem po vodo. Kozak vodo. Ojoj. Manica, poslušaj, a je Rado povedal, kdaj bo Jaka ven prišel? Ja, veš kaj, Tina, to ti pa ne smem povedati, to je pa Pa kaj ti je? Poslušaj, ti mi moraš povedati, jaz sem noseča z njima, ne razumeš? Ja, veš, čist nič dobro ne kaže. Kaj? Tina, veš, zgleda, da bo dobil najmanj 10 let. 10 let? Ja. 10 let? Anja, ojoj, Anja. Kaj je? Tega ti pa res ne bi bilo treba reči. Ja, čak, no, Madonna, sej ne moram lagati, če je pa res, no. Ja, tako je rekel, a ne? Evo, zgodovina se spet ponavlja. Otrok bo lih toliko star, kot jaz, ko bo prvič videl svojega očeta. Jan, s tem se ti pa res ni treba ukvarjati. Kar pet spat. Tuja čustva kažeš mi, se ne umiriš, kar naprej bežiš. Zakaj bližine moje se bojiš, ker ti si tak, ki z mano zna, ti si tak. Bogi, Jan, pa Tina tudi. Se, če je res koren oče njenega otroka, je to huda štala. Ponavlja se stara zgodbica. Seješ veter, žanješ vihar. Ne moreš verjeti, kako so ti pregovori resnični. Pod eno streho, pod eno streho. Mater, bo še nekaj spil. Princ. Zdaj pa še pit začel. Joj! V življenju ga še nisem videla tako nadelanega. Hej, Jože. A je to kakšna rešitev, a? A jaz ne se ga zdaj zapija, pa še Maja ne se ga zafiksa, kukar Janez. Dej, mami, nehino. Maja, jaz grem dol do Anje. Boš lahko ti na Janeza popazila. Ja, ni problema. S tem le tako ni nič. Pjandura. Umazana. No, jaz zdaj grem. Kam pa kam, mladenič? Imam ene pomembne opravke. Tako je prav, ja. Sam me obupat. Veste, se res ni za obupat. Jaz sem se zdaj odločila, da stvari uredim. Plačali bomo varščino, da bo Jaka vsaj za vikende doma. Špela gre pa hočeš nočeš nazaj v komuno. Brez debate. S Tino bomo pa še videli, kaj bomo. Če je res noseča, ne moramo kar na cesto postaviti. Ampak to ne pa gospodična dokaže. Z uradnim izvidom. Tako. Joj, Anja, polka bomo spile čaj, mi boš pokazala pozdrav soncu. Brez skrbi. Jo, tudi med. Anja, jaz Joj, jaz se opravičujem, nisem vedela, da imaš obiske, bom pol prišla. Ne, Štefka, dej se uset, no. Kar naprej. Kaj pa je? Kaj je bilo? Jaz moram enemu povedati. Povej hitro. Ne moram več. Jože je vse zavozil, no. Družina je v razsulu. Sin je narkoman.
Zdaj, ko bi pa najbolj rabila pomoč, je pa še pit začel. Uboga Reva, dobrodošla v klub razžaljenih žensk. Ja, tu smo same take brez decov. Ja. Meni je tako dolg časa, veš, da sem zelo rado ta zapod najemnika vzela. Da nekaj se nasmej, no. Ja, kaj? No, veš, kako pravijo, hudič, usil, še muhe žre, ne? Prav imaš. Ali veš, da te ljubim? Sam ne vemo, kdaj tako. Pa se ta ni normalen. Boš ob meni razdvojena. Kaj mu pa je? In zares verjela to. Ampak jutri se mi bojo pa vsi smejali. Ali veš, da te ljubim? Dolgo sam ne vem, kako. Boš ob meni razdvojena. Konc je! A ne razumeš, konc je! Pet že stran! Ej, Roma, a je bila plohca? Poslušalce obveščamo, da so v noči na tale, ko so v Sloveniji možne kvejune plohe in nevihte. Ma da na toča zdaj preletela tleno. Kaj je? Gremo, ajde! Kaj gledate? In po vseh teh letih, ko sem mu praktično slepo zaupala, mi gre to narediti. Pa ne sem to. Ko me je okužil, sem sred dnevne sobe, sedela pod šatorom, hči mi je s kleščami stregla, razumeš, srbelje, pa ka sam vrak. A veš, kaj bi mu jaz naredila? Kaj si rekla? Povej meni še, kaj si rekla? Kaj bi naredila? Punce, to 100% pomaga. Jaz sem to enkrat že naredila. A res, ali kaj? Sicer pa se res, se so vsi deci za Andrej. A je tako? Pa vam povem, tudi črni. Ali pa beli. Kar se črnih tiče, ti sigurno narvali. Pa veš kaj, tudi čist v redu je, da je v restu, vsaj veš, kje bo noč preživela. Zgleda, da sem jaz tukaj edina, ki nisem imela desca. Pardon, descev sem imela, ki smeti. Ampak moža nisem imela. In ko vas takole poslušam, se mi zdi, da to, da se jaz nisem nikoli poročila, da je to pravzaprav en fantastičen blagoslov. Vsaka čast, punce, mislim, kakorkoli je vsaka v svojem sranju, ampak smo se le dobro nasmejale, a ne? A ne da, smeh res pomaga, vidite, pa to pozitivno, to van. Ej, takole vam povem, mislim, katerakoli bo, kadarkoli rabila kakšnakoli mojo uslugo, sem na razpolago, masažo, feng shui, mislim, vse. Res, punce moramo skrb držati, da je točno. Manica. Ej, tist, ki si rekla v klubu razžaljenih žensk. A to je super ideja. Ja. Poslušaj, kaj če res ustanovimo klub, pa ga imenujemo klub osamljenih... Ne, klub osvobojenih žensk. Bravo! A ga ustanovimo? Najbolj klub osvobojenih žensk. O, Marija, pomagaj. Kaj se ti je zgodilo? A si se hotel utopiti? Rozi, sam nekaj, prosim te.
nehi s to pretirano skrbjo, prosim te, okej? Ker sem zaradi tebe zdajle čisto totalen idiot izpadel. In če me imaš kaj rada, prosim, mi ne svetuj čist nič več, v redu? Okej? Ja, kaj sem pa narobe naredila? Se sem hotela sem dober. Vam povem, takole se moramo dobiti vsaj enkrat na teden. Se od srca nasmejati. Pa koj lože? Punce, jaz še predlagam nekaj. Dajmo vsake tok časa kakšnega striperja povabiti, pa bo boljš, bo zabavno. Ne, nobenih descev. Čim manj jih vidimo, tem manj nas boli. Točno, to je res, ne, to mama Manica prav. Ampak ne bi bilo pa slabo, veš, če bi imeli kakšno aktivnost. To bi bilo pa. Kaj pa, če vas bi jaz bi vodila tečaj joge, a? Super, ali pa veš kaj, ali pa odbojka, ali pa recimo badminton. Dej no mirno, odbojka. Ja, kokoš pa igrala odbojko s trebuhom takole. Imaš prav, ja. Kaj pa, če bi pele? Kaj? Pele. Pa to je najboljša ideja, Štefka. Pesem pozdravi dušo, mislim, to je balzam za dušo. Kaj pa, če bi kar ustanovili pevski zbor? Ja, kako bi se imenoval? Kvartet, Štefice. Ja, super, Štefice. Dajmo kar zapet. Ja, dajmo kar zapet. Ti začni. Kaj? Dobra. Ti je deklica, da si tak žalostna, kaj mi je nič meni, srce me boli. Dobro nagrada. Oblekla bom čaren gvant, saj to je bil moj fant, saj to je bil moj fant, zdaj mrtev leži. Pa Janez, pa kaj ti je, no? Se vem, da imaš krizo, ampak se te razumem, no. Nič ti ne razumeš, ne govor, prosim te lepo, kako razumeš, ker ne moreš razumeti. Veš, kako me boli, veš, kako me... Če bi lahko jaz sam malo, da bi dobil, pa da bi... Ne! Da bi ti sam skočila do snika. Janez, si zmešan. Moderi, sam... Ne! Jaz ti dam telefon. Ne. Pa daj neki deli, ne vem. Da ti ne bo dolg cajt, no. Ti pa skozi samo luft gledaš. Počni neki. Kaj naj grem delat? Naj grem jarke kopat, ali kaj naj grem molt v kot, tako kot v Italiji, v komuni, ali kaj naj grem delat? Daj ne govor, da naj grem delat. Veš kaj, ne bod nesramen. Oni že vedo, zakaj to delajo. Ja, pa včasih si neki se ukvarjal z glasbo, pa neki, ne vem, no, daj še zdaj pet neki ustvarjati. Tudi ne, ne? Ej, jaz sem se pa nekaj spomnila. Janez, se še spomniš tistih puzlov? Se veš, ful puzlov, 500 puzlov. Puzle. Ja, čakaj. Puzle, to bi lahko sestavil. To bi lahko delal, to bi lahko sestavil. Ja. 10-krat, 15-krat na dan sestavim cel. Potem se skupaj dol, pa sestavim, pa spet se vržem na razen, pa spet dam skupaj, pa spet se vržem na razen. To lahko delam skupaj. Da best. Tale najna gradovi. A mi boš pomagala? Ja, bom. Dej, sam pogajne moramo najti najprej. Ter je visok. Jaz bom, ti bom pol pomagala.
Maja, jaz te ljubim. Pa vem, da se to sliši kot fraza, ampak kaj je res? Enostavno ne morem več živeti brez tebe, ne spim, ne jem. Čist nič več nima smisla, odkar te ni več ob meni. Pa vem, da si prizadeta, vse, kar si videla, in da mi ne verjameš. Ampak presežem ti pri komer ali pa pri čemerkoli hočeš, da te nisem prevaral. Tisti posnetek je bil prevara. Daj, prosim, verjem mi in mi daj še eno možnost, ker če se mi do jutra ne oglasiš, potem odhajam, grem na drug konec sveta. Sam da ne bom več tukaj, ker me res čist vse spominja na te, brez katere ne morem več. Še zadnjič. Ljubim te, Maja. Maja, daj no, mi boš pomagala, daj no. Bom ja. Vogali, ne? Ja, ali pa kjerkoli zraven. Ja, da pest. Kjer je ta? Glej, ta ne gre sam. Ta ne gre direkt sam. To je pa že lepo, se pa že našel. Tuja čustva kažeš mi, se ne umiriš, kar naprej bežiš. Zakaj bližine moje se bojiš? Ker ti si tak, ki z mano zna, ki si tak, ki mi spati ne da. Ej, sorry, ampak najraj bi kar jokala. Valjda, da ga imam še rada. Ampak kaj je takšen pokvarjenec kot vsi drugi? Sej sem videla, kako je pri našem fotru. Delal se je, da je neki drugačen, pol mu je pa naenkrat kar ven udaril. Ne, hvala lepa. Ne bi rada trpela tako, kot zdaj moja mami. To je super, je bilo. Jo, a to je bilo pa res fajn. To moram pa nadaljevati. Kaj ti? Manica, drug teden. Joj, punce, čez tako hiter lava, ker smo skupaj. Maj sem obljubila, da takoj pridem, je pa že 10. Koliko je ura? 10. Ina je pa še zmeri v banki. Jaz moram telefonirati, ja, ti bom vse... Oj, živja. Smem? Ja. Dober večer. Dober večer. Gospa Jazbec, ne? Ne. Oj. Jaz sem... To je moja mama, gospod Ignaz. No ja, sen. V redu, jaz sem Dolar, direktor banke. Jaz se opravičujem, ker smo malo pozni. Moj čas je zelo dragocen, ga začenjam zdaj. Morali smo ugotoviti istovetnost vaše hčerke, morali smo ugotoviti, ali so kamni pristni, ampak zadeva se je dobro iztekla, moram reči. Ja, se mene tudi malo skrbela, ampak zdaj je že vse v redu. No, vaša hčerka je polnoletna, zato bom rabo eden... Fanta, fanta. Pardon. Hitra sta. Rabo bom en vaš podpis, kar prosim tukaj le. Izvolite. Tele. Šlo. Ja, tukaj. Enega na tej strani. Zadeve bomo upravili prek vašega računa, zaradi mladoletnosti, ampak lastnica računa je vaša hčerka. Ona odloča, koliko denarja gre in kam gre ves ta denar. Še kakšno vprašanje? Ja, za koliko denarja pa gre? To je sicer skrivnost, poslovna skrivnost, ampak mislim, da lahko vidite številko. Mami. Ja, pa se konec koncev, pa se ni toliko denarja. Mislim, za banko, a ne?
No, prišel je čas padanja v nezavest. Boste videli, koliko jih bo na tleh, ko bodo vsi izvedeli ta svoje. Se vidimo. Vsake oči iščejo